Spoštovani gospod predsednik Republike, spoštovane državljanke in državljani, Slovenke in Slovenci, dragi rojaki doma, v zamejstvu in po svetu. Pred nami so praznični dnevi. A nekako se zdi, kot da smo sredi izjemne krize, ki ne omogoča praznovanja, ampak nič drugega kot tekanje v nekem krogu, zdi se brez izhoda in rešitev. In tukaj se moramo vprašati, ali smo po 3 desetletjih samostojnega življenja res postali neka zakotna dolina solz, konflikta in prepira, ali pa je to več ali manj od površnih oblikovalcev javnega mnenja vsiljena ali pa vsiljevana samopodoba. Neka vsiljevana samopodoba, ki izkorišča nekatere globoko vsidrane vzorce manjvrednosti, ki so nam jih kot narodu vsiljevali iz različnih prestolnic, večnacionalnih držav, v katerih smo Slovenci bivali v preteklih stoletjih. V tistih slavnostnih dneh pred 30 leti in malo kasneje, malo prej smo verjeli, da je bilo s to lažno drugorazrednostjo Slovencev dokončno opravljeno že takrat, žal pa kaže, da se moramo še vedno spopadati z njo. Kot da bi pozabili temeljno sporočilo plebiscita. Če želimo, da nas priznajo drugi, se moramo najprej priznati sami. In ob vsem tem se pojavlja tudi logično vprašanje, ali nas danes tudi drugi vidijo kot nek kup nesreče pa dolino solz. Ob dnevu samostojnosti in enotnosti se spominjamo časa, ko smo si pogumno edinokrat v naši zgodovini dobesedno kot narod sodbo napisali sami. Na plebiscitu enotno, na najbolj demokratičen način, ki ga pozna sodobna civilizacija. In to odločitev smo uspešno uveljavili vsemu navkljub. In slovenska osamosvojitev, spoštovanje, je bila inovacija, je bila nekaj posebnega. Zdaj, kolikor poznamo zgodovino, se prav noben drug narod ni osamosvojil, ubranil pred agresijo in postavil na lastne noge na povsem enak način, kot smo se mi. Naša osamosvojitev s plebiscitom kot temeljnim osrednjim političnim dejanjem in uspešno obrambo nove države je bila samosvoja, izvirna, posebna, nikoli prej izvedena na podoben način. In bila je, tako kot je to napovedal dr. Jože Pučnik v Poljčah, ali kot si je zaželel, še posebej v njeni končni izvedbi veliko presenečenje in zato je bila tudi uspešna kljub izjemnemu neugodnemu razmerju sil, ki je bilo proti nam. Tako v okviru nekdanje SFRJ, nekdanje skupne ramke države, kot tudi v Evropi in v svetu. Takrat smo rekli, da počenega groša ne stavijo na naš uspeh, ampak mi smo vedeli, da se moramo najprej priznati sami in da nas bodo potem tudi drugi, in zato smo uspeli. Takrat smo zmogli in čas nam je dal prav. Danes Slovenija ustvari več, ali pa v Sloveniji ustvarimo več kot katerakoli država, ki je nastala na ozemlju bivše SFRJ, s tem, da so nekatere 2-krat, 3-krat večje. Slovenija je po svetovnih statistikah danes med 10 najbolj varnimi državami na svetu in varno spoštovanje je človekova temeljna dobrina. Smo 7 najbolj zeleni in 9 najbolj trajnostni na planetu. Lonely Planet je Slovenijo mimogrede uvrstil na 5. mesto med najbolj priporočljivimi turističnimi destinacijami v naslednjem letu. Leta 2020 je bila Slovenija uvrščena na 8. mesto na svetu po kazalniku skrbi za naše najmlajše, po kazalniku starševskega varstva in predšolskega varstva, in hkrati se Slovenija danes uvršča na 10. mesto na lestvici UNICEF-a, kar se tiče blaginje otrok. Od leta 2004, ko smo vstopili v Evropsko unijo, se lahko primerjamo tudi s partnerji znotraj Evropske unije,
Se pravi, se lahko primerjamo na približno enakopravni podlagi, ker delujemo znotraj skupnega enotnega trga. In Slovenija je letos prva v celotni Evropski uniji glede športne uspešnosti na prebivalca. To je presenetilo mnoge in naše športnike smo izjemno ponosni. Slovenija je med prvimi 3 državami Evropske unije po deležu študentov na prebivalstvu, ki je staro med 20 in 24 let. Dejstvo je tudi, da smo v času po osamosvojitvi, kljub temu, da včasih poslušamo drugače, postali bolj egalitarna družba, kot smo bili v enopartijskem sistemu. Slovenci smo drugi najboljši v Evropski uniji glede socialnih razlik v dohodku prebivalcev. V stopnji tveganja revščine oziroma socialne izključenosti pa je Slovenija 3. najmanj izpostavljena v Evropski uniji. Leta 2020, se pravi lansko leto, za kar imamo to zadnjo primerjavo, je bila stopnja tveganja revščine in socialne izključenosti otrok v Sloveniji 12-odstotna. Vsak odstotek je preveč, ampak to je najmanj v celotni Evropski uniji, kjer je povprečje 24 odstotkov. Slovenija ima tudi, in to je zdaj v tem času še posebej aktualno, v Evropski uniji 4. najnižji delež gospodinjstev, ki si ne morejo privoščiti primerno ogrevanega stanovanja. Vsako je preveč, ampak bistveno bogatejše države imajo tukaj večje probleme. Slovenija ima 7. najnižjo vrzel stopnje delovne aktivnosti med spoloma. In Slovenija je vodilna v Evropski uniji po vključevanju ljudi v sheme aktivnega zaposlovanja, se pravi v aktivne inštrumente, za katere je pač odgovorna država. In Slovenija je v Evropski uniji država z najvišjo stopnjo zaposlenosti žensk, ki imajo otroke. Zdaj ta podatek, spoštovani, nam skozi suhoparno statistiko, katero se velikokrat hvalimo, hkrati tudi pove, kdo je v Sloveniji tisti, ki nosi največje breme vsak dan in opravlja 2 službi hkrati. To so, ali pa ste predvsem matere z otroci. In njihovo presežno, ali pa vaše presežno, bistveno premajhno cenjeno delo omogoča, da smo pri številnih drugih socialnih pokazateljih tako visoko v Evropi. Nekdo se za to dodatno žrtvuje. Delno tudi zato ima Slovenija 2. najnižjo umrtljivost otrok do 1. leta starosti v Evropski uniji, hkrati pa, čeprav smo to skozi poslušali drugače, smo bili lani v času epidemije kljub vsemu na 7. mestu v Evropski uniji po zadovoljstvu ljudi s kakovostjo zdravstvene oskrbe. Slovenija za zdravstveno in socialno varstvo namenja 4. najvišji delež bruto domačega proizvoda, takoj za Nemčijo, Francijo in Belgijo. In Slovenija je po javnih izdatkih za kulturne storitve na 5. mestu in daleč nad povprečjem Evropske unije, bistveno višje kot mnoge bogatejše države. Letos prvič po letu 1992 za kulturo namenjamo več kot 2% bruto domačega proizvoda, o čemer se praktično ne sliši. V Evropski uniji ima Slovenija najvišji delež zavarovanih območij Natura 2000, 38 odstotkov. 38 odstotkov Slovenije je v Naturi 2000, to so posebej zavarovana območja. Evropska unija ima tega v povprečju 18 odstotkov. Slovenija je tudi druga v Evropski uniji po stopnji recikliranja komunalnih odpadkov. Slovenija je 3. najbolj gozdnata država v Evropi in 4. najbolj gozdnata na severni polobli. Imamo silno bogastvo, ki ga še ne znamo dovolj izkoristiti. Letos smo Slovenci v rekordnem času, kljub še vedno trajajoči pandemiji, pri nas in po svetu in v Evropi seveda, nadoknadili lanski padec gospodarske rasti in to še pred koncem leta. V tem trenutku ima Slovenija celo višjo zaposlenost kot v času pred pandemijo. Pravzaprav imamo v tem trenutku najvišjo zaposlenost v naši zgodovini, odkar statistika meri zaposlovanje. Danes ima delo v Sloveniji preko 900 000 zaposlenih. To je skoraj več kot 20 000
delovno aktivnih kot pred samo epidemiološko krizo. Povprečna bruto plača v Sloveniji je realno višja kot pred epidemijo, enako občutno povprečna pokojnina. V času od decembra 2019 do danes so se prihranki gospodinjstev v Sloveniji, v slovenskih bankah, samo v slovenskih bankah, povečali za 3,5 milijarde. Prihranki slovenskega gospodarstva, slovenskih podjetij pa za skoraj 2 milijardi. V času pandemije. V tem času smo ohranili vse potencijale in jih celo izboljšali ter se ob tem primerjalno zadolžili za petino manj, kot je povprečje v Evropski uniji. Na področju vključevanja digitalnih tehnologij v podjetjih, na področju tako imenovane digitalne preobrazbe, kar je danes pač evropski hit, je Slovenija iz 15. mesta v zadnjem letu napredovala na 8. mesto v Evropski uniji. Zdaj, kljub vsem tem dobrim kazalcem pa ta ista statistika kaže, da se Slovenci ne počutimo povsem svobodne, nismo niti med najbolj srečnimi in zadovoljnimi. Zdaj, po indeksu svobode smo 33. na svetu, po sreči in zadovoljstvu pa na 26. mestu. Nekako se to ne ujema z ostalimi podatki in to je za našo znanost in stroko precej močan izziv. Smo pa seveda, kar se tiče sreče in zadovoljstva, na svetovni lestvici v zadnjem letu napredovali za 7 mest. Na svetovni lestvici inovativnosti in konkurenčnosti se, žal, uvrščamo šele tam nekje med 35. in 40. mesto. Prepočasi napredujemo tam, ker imamo poleg čudovite narave in geostrateške lege kot naše velike prednosti, našo največjo konkurenčno prednost v ljudeh, v človeškem kapitalu. In to se seveda izraža v vrednostih, če smo inovativni. In tukaj imamo vse možnosti, da v prihodnosti postanemo bistveno boljši, kajti zmoremo več, bistveno več. Spomniti se moramo, da smo se osamosvojili na izveren način z zelo posebno inovacijo. In zaradi tega Slovenci zgodovinsko nismo nikomur nič dolžni, ne sosedom, ne Evropi, ne svetu. Vse, kar smo dosegli v novejšem času, smo si izborili sami. Različne uspehe smo dosegli za različno ceno. Ta je bila toliko manjša, kolikor bolj smo bili enotni in kolikor bolj smo bili izvirni in inovativni. In danes to vemo. In danes tudi vemo, da smo zmogli takrat in da najmanj enako zmoremo danes. To ne samo, da vemo, ampak to tudi dokazujemo. Zato se ne počutimo drugorazredne ne v Evropski uniji, ne v svetu. Vemo tudi, da se danes svet vrti precej hitreje, kot se je pred 3 desetletji. Najbrž o tem ni treba dolgo razpravljati. Vsi smo del časa, ker mnogo prej in tudi mnogo bolj natančno zvemo, kaj se dogaja okrog nas, v soseščini, drugod po celini, po celem svetu. Neprimerno večja količina informacij in znanja vsak dan bolj dostopna neprimerno večjemu številu posameznikov. Če temu ne verjamete, gledajte svoje najmlajše, kako so sposobni poiskati katerokoli informacijo, preden vi do konca postavite vprašanje. In stoletje, v katerega smo Slovenci skupaj z drugimi zemljani že krepko zakorakali, bo seveda čas drugačne dinamike, kot smo jo tisti, ki smo del življenja preživeli že v prejšnjem stoletju, še vedno navajeni. Zdaj sodobna znanost dokazuje, da je danes v našem znanem vesolju, ki se tudi dokazano širi, od 2 do 10 tisoč milijard galaksij. Samo eno od teh je galaksija, v kateri smo tudi mi, naš planet Zemlja, to je Mlečna cesta. In te galaksije smo skupaj še z najmanj 100 milijardami zvezd oziroma Sonči in z najmanj toliko planeti. Zdaj, od enega do drugega roba naše galaksije svetloba potuje 100 tisoč let. Za primerjavo, da si ustvarimo neko približno predstavo, svetloba od Zemlje do Lune potrebuje 2 sekundi. Od enega do drugega roba naše galaksije pa 100 tisoč let.
In znanstveniki pravijo, da kakih 7% zvezd v našem znanem vesolju naj bilo podobno našemu Soncu in posledično vesolju na milijarde planetov, ki so tako ali drugače malo podobni naši Zemlji. Kar pomeni, da je prostor prihodnosti za človeštvo neskončen, praktično neskončen in dejansko, čeprav tega pravzaprav ne opazimo, smo že v času, ko lahko človek s svojimi dosežki poseže po sosednjih osončjih in tako naprej. Po planetih je že. Seveda pa je hkrati pred nami tudi čas, ko se bo odločilo, ali je človeštvo dejansko sposobno stopiti skupaj pri ohranitvi življenjskih pogojev našega čudovitega planeta, izkoreniniti lakoto, združiti znanje in se nato usmeriti k zvezdam dobesedno. In ko spremljamo svetovna dogajanja, vidimo, da je pravzaprav to edini res dovolj velik, res dovolj prepoznavni možni skupni cilj človeštva v predvidljivi prihodnosti. In skupni cilj, ki lahko, seveda pa ni nujno, ob vseh obstoječih razlikah združi našo človeško raso v skupnem hotenju za skupno dobro prihodnost prihodnjih rodov. In zelo verjetno je potem, kar vemo, to tudi edina alternativa novim radikalnim delitvam v svetu, čeprav se ponovno začenjajo, vseobsežnemu hibridnemu vojskovanju, oboroževalni tekmi v vesolju in ponovni otipljivi grožnji jedrskega spopada. Zdaj, ta izziv bo v bližnji prihodnosti test tako za svetovno politiko kot za svetovno znanost, test za vsak narod na planetu in za vsako državo, tudi za nas Slovence. In tukaj vsak lahko in tudi mora prispevati. In Slovenci smo v zgodovini dokazali, da zmoremo tudi z inovacijami. Avtor teorije, na podlagi katere je prvi človek stopil na Luno, je naš rojak Hermann Potočnik Nordung. Zakon o toplotnem sevanju črnega telesa je prvi na svetu odkril Jožef Štefan. Izumitelj Franz Rode je razvil prvi žepni kalkulator. Usmerjevalni sistem rakete, s katero je leta 1962 v vesolje poletel prvi ameriški astronaut, je razvil France Puhek. V projektu Voyager je z razvojem plazma naprave sodeloval Anton Mavretič. Ta naprava še danes v mnogih instrumentih meri sončno plazmo v vesolju. Janez Repar, Slovenec, je izumil etilen propilensko gumo, ki omogoča vesoljskim plovilom potovanje na druge planete našega osončja. In to se dogaja zdaj pred našimi očmi. Merilne naprave slovenskega podjetja so danes vgrajene v večino vesoljskih plovil. Janez oziroma John Hrastar je snovalec vremenskih in izvidniških satelitov ter prejemnik najvišje nagrade NASA. Marija Strojnik je razvila sistem, ki je danes vgrajen v vse satelite sistema GPS, ki ga vsi uporabljamo. Inovacija slovenskega podjetja je bistveno skrajšala čas do realne uporabe satelitskih posnetkov, kar je danes vsakdanja praksa. Maruša Bradač je sodelovala pri zasnovi novega NASA-inega teleskopa James Webb. Slovensko podjetje danes razvija balone za skladiščenje v vesolju. Drugo slovensko podjetje sodeluje z NASA pri razvoju eksperimentalnega električnega letala. Pri revolucionarnem, svetovno odmevnem fotografiranju črne luknje leta 2019 so sodelovali slovenski znanstveniki. Nekdanji dijak kranjske gimnazije Dušan Petrač je kot vrhunski mednarodni strokovnjak za vesoljsko tehnologijo postal NASIN ambasador osončja in sodeloval pri mnogih uspehih te agencije. Danes okrog Zemljine orbite krožijo tudi slovenski sateliti in še veliko bi lahko naštevali. Torej, vemo, kje je bil izziv pred 3 desetletji in vemo, kje je ta izziv danes. Vemo pa tudi, da nam vsa znanost in pamet in blaginja ne morejo pomagati, če ne bo ljudi. Zato je seveda ena najvišjih prioritet tako Slovenije kot Evrope v tem trenutku demografija. Več veselja do življenja in več otrok. Brez Slovencev, slovenskega jezika in slovenske kulture nekakšna država sicer lahko obstaja, vendar to ni Slovenija.
Nikoli ne pozabimo, da smo se na plebiscitu odločali za samostojno Slovenijo. Hkrati ne pozabimo niti tega, da so takrat za samostojno Slovenijo glasovali tudi pripadniki madžarske, italijanske in nekaterih drugih narodnosti in da smo vseh 30 let samostojnega življenja Slovenijo gradili kot domovino za vse. Spoštovani, Franc Jeza je pred desetletji, še globoko v temi, zapisal naslednje: lahko pa se tolažimo s tem, da živi križem Slovenije mnogo malih, neznanih ljudi, ki ostajajo pravi neznani vojaki svobode in narodne zavednosti tudi v političnem pomenu in ki bodo kot po čudežu vzniknili, kot cvetje spomladi, čeprav se sredi zime zdi, da je pod snegom vse mrtvo, in odigrali odločilno vlogo. Jezo, ki je umrl, mislim, da leta 1985, so ob teh napovedih celo nekateri njegovi prijatelji imeli za sanjača, vendar se je izkazal kot vizionar. Natančno to, kar je on napovedal, se je namreč zgodilo v času slovenske pomladi in v času prelomnega leta 1990, ko se je zgodilo to usodno odločanje Slovencev za lastno državo. Kot po čudežu so vzniknili neznani junaki svobode in lahko bi si danes zavrteli na 10 tisoče podobnih izjav, kot smo jih malo prej videli v video prikazu. Danes so pred nami, glede na to, kar se dogaja, spet veliki izzivi in verjetno tudi preizkušnje. Upamo, da ne, vendar se lahko zgodi, da bodo te celo večje kot tiste pred desetletji. Zato velja danes ponovno ali pa prvič, kakor za koga, ponoviti za Francem Jezo in hkrati za Aleksandrom Solženicinom naslednje. Ponovno se dvignimo na nivo časa. Slovenija potrebuje slehernika, brez izključevanj. Potrebuje velikane, ne zgolj izjemne, ampak res velike ljudi. Zato, spoštovani, poiščite junaka svobode v svojem srcu, poiščite ga v svoji duši, poiščite ga v globinah svoje dežele. In kot po čudežu lahko nekaj izjemnega spet vznikne v slehernemu med nami, kot cvetje spomladi, čeprav se sredi zime včasih zdi, da je pod snegom vse mrtvo in odigra odločilno vlogo. Blagoslovljen in vesel Božič želim vsem, ponosno praznovanje spomina na naše najbolj pogumne, usodne in dobre odločitve. V novem letu pa želim vsem predvsem zdravja, dobre volje in poguma. Bog živi pogumno Slovenijo. Hvala lepa.